Takole prejle smo se mudili na Zbiljskem jezeru, kamor se bomo kasneje še vrnili in omenili so, da imajo tekmovanja v barbekjuju. Odlična hrana, ki je pa tudi mastna. In mastna hrana in nezdrav življenjski stil nam lahko maši žile in še dobro, da imamo v studiu tukaj dva strokovnjaka, tako rekoč za zdravo telo, Aleš Homovec in Tatjana Makarova. Lepo pozdravljena, ki pri nas prihajata iz vitalnega telesa.si, vitalno telo. In Aleš, s čim se pravzaprav vitalno telo vse ukvarja? Dobro dan vsem skupaj, hvala za povabilo. Mi se v glavnem ukvarjamo z miritvom arterijskega ožilja in na podlagi tega lahko ljudem pomagamo do zdravega življenjskega sloga oziroma bolj zdravega življenja. Zaradi tega tudi smo vitalno telo. Imenitno. In kako pa opažamo to žile, ne? Žile se nam z leti mašijo, ali če živimo zdravo, se nam ne mašijo, ne? Kako je sploh sestavljeno naš krvni sistem, arterije, vene in zakaj je to tako zelo pomembno, da dobro poznamo? Ja, tako. Sestavljen je iz arterij in pa iz ven. Torej, arterije so žile, ki grejo od srca, ne? Arterije raznašajo kisik in hranila po telesu, po venah pa se kri vrača v srce, nazaj v pljuča, kjer pobere kisik in spet v srce in spet v arterije. Tako nekako kri stalno kroži, ne? Torej, vene mi vidimo. Če pogledamo roko ali nogo, vidimo vene. To so te modre, ja. To so modre. Take modre. To so vene. Zdaj, če z venami kaj narobe, to vidimo recimo kot krčne žile. Ali te varice, ko imamo vse razpokano. To so vene. Arterij pa mi ne vidimo. In problem z arterijami je, ko se z leti ožajo, lahko zamašijo in tega mi ne čutimo. In kako pa potem ugotovimo, če so ozke zamašene? Kakšni so recimo znaki, kako bi lahko to sami prepoznali, da se potem morda naročimo pri vas na meritev arterij, ne? Pri vas merite arterije. Arterije, ja. Tako. Ja, zdaj v glavnem znakov ni, ne? Večino, recimo, teh infarktov možganskih kapi pride tudi pri načeloma zdravih ljudeh, ne? Ni nobenih znakov, kar naenkrat se zgodi, ne? Lahko se tudi kakšni znaki kažejo, recimo kot kakšna bolečina, slabo počutje, ampak ljudje pač to spregledamo. Pač je hiter življenjski slog, stres in tako naprej. In ravno zaradi tega pa mi merimo arterije, ker s to meritvijo, to je neinvazivna meritev, z aparaturom tenziomet arteriograf mi odkrijemo, ko se že začne slabšati to stanje, ne? In Tatjana, kaj je pa tvoja vloga tukaj na vitalno.si? Kako ti pomagaš? Ti si doktorica interne medicine in tukaj dodaš tvojo strokovno plat. Obvezno pogledam človeka, pa vprašam, kakšne težave ima, pa mogoče hladne roke, mrzle noge, mogoče bolečine v srcu, pa različni problem, veliko. Pa pomagam pri meritvi, gledam na arteriogram, pa vidim odboj pulsnega vala, pa ritmičen ali aritmičen. In že na koncu dodatno še slušam srce, kako delujejo naše zaklopke, pa v celotni. V celotni. In kako potem, mi smo stari toliko, kot so stare naše arterije na nek način. In kako si pa lahko potem arterije mi pomladimo? Ja, zelo enostavno, ne. Najprej moramo vedeti, koliko smo stari, ne. To pomeni, ker kaj delajo arterije. Da bi kri tekla po telesu, se arterije širijo pa krčijo, ne. To mi, če damo tukaj, čutimo kot puls, ne. Puls. Arterije stalno delajo to, ne. In dokler so mlade, so prožne, v glavnem nimamo problemov, ne. Z leti se ta prožnost poslabša in kot sem rekel, tega mi ne čutimo. Zaradi tega mi to merimo. In na podlagi tega rezultata meritve se potem pač odločimo, da spremenimo pač življenjski slog, prehrana in pa tudi mi pač si pomagamo z določenimi prehranskimi formulami na bazi vitaminov, predvsem pa aminokislin, da to stanje lahko začnemo izboljševati in to tudi spremljamo potem s kontrolnimi meritvami. Tako je. Recimo, mene je do vas napotil naš prijatelj Janez Cetin, tukaj bil že večkrat v studiu, a je k vam tudi na meritve pripere tudi Nandeta in Nino.
A lahko tudi živali izmerite? Lahko pulsni, ritmičen pulsni odziv vidiš pri Nandetu, če ga bi priklopila? Nisi še probala? Še nisem probala, ampak nadaljujem. Trudim se. In Janez mi je rekel, da on je imel pa zelo zamašene žile praktično, ne? Zelo zožene žile. In kako ste recimo potem Janezu pomagali, da imamo tak plastičen primer na nekomu, ki ga vsi poznajo? Ja, to problema je bila. Ja, tako, on je pač že s to diagnozo prišel, ne? On je imel že pač operacije, vse. Mi smo potem dodatno zmerali, smo videli, kje je problem, ker mi recimo merimo tudi mikrocirkulacijo, ne? Ker imamo mi velike arterije, ne? Okay. In pa tudi te drobne žilce. Ne? In mi so pa tukaj bolj po koži? Ja, posod so te drobne žilce. Vsak organ ima svojo mikrocirkulacijo. Možgan, srce, jetra, črevesje, ledvic, vse mikrocirkulacijo. Tako. In to mi merimo in pri njemu smo pač ugotovili, da je tukaj problem, ne? In smo tudi ta problem začeli reševati. Zaradi tega pač je on poleg klasičnega zdravljenja je pač toliko uspešno reagiral na te naše formule in se pač stanje toliko popravilo. Ne? Tako, on je meni rekel, da je dobil neko vitaminsko terapijo. Ja. Vitaminska terapija in pa zraven še aminokisline. Tako. Kaj pa je v bistvu vitaminska terapija? Ja, ker... To dobimo tablete vitamine ali so to tekočine, kako to izgleda? Pri nas je kombinacija, ne? Lahko je tableta, kot je recimo omega-3, koencin Q10 in pa te naše aminokislinske formule so pa kot napitki. Se pa pije kot napitek, ne? Se zmeša z vodo, je v bistvu v prahu. In komu vse bi pa priporočali zdaj meritve? Jaz bi rekla vsem, ki imajo srce. Vsem, ki imajo srce. Ja, ampak zelo pomembno za športnikom, za ljudem, ki ukvarjajo s težkim fizičnim naporom. Če v družini že je kakšna srčna žilna bolečina ali sladkorna bolezen, zato ker pri sladkornej bolezni zelo mikrocirkulacija vpliva zelo na mikrocirkulacijo. Ima veliko težav. Pa zdravim ljudem tudi, zato ker veliko ljudi plavajo v hladnej vodi, Tukaj, recimo, kaj pa koža? A koža ima tudi svojo prekrvavitev, mora biti prekrvavljena, da je lepa in zdrava. Kako je pa s tem? Ja, jaz bi tudi pač mogoče malo omenil, danes je zelo težimo k temu anti-agingu, ne? Tako. Vsi hočemo biti čim dalj časa mladi in vitalni, lepi, prožni in napeti. In tukaj ima pa zelo veliko vlogo mikrocirkulacija, ne? Ker tudi, kot vsak organ, ima tudi koža svoje mikrožilje, ne? Zdaj, če so te drobne žilce toge, ne, potem koža dobi premalo kisika in hranil. In potem vsi ti tretmaji, ki prihajajo recimo od zunaj, če damo primer kože, pač nimajo takšnega efekta, če ni od znotraj podpore, ne? Ker koža se znotraj obnavlja, ne? In zaradi tega je tudi recimo zelo pomembna meritev za tiste, ki bi pač, čeprav jim nič ni, ne, pa bi pač radi pogledali, koliko je v bistvu sploh ti parametri, ker te parametri so preračunani potem na leta, ne. In če imaš te parametre boljš, ne, kot je biološka starost, potem si v bistvu tudi mlajši, ne, zaradi tega rečemo, da so arterije mlajše, kot je pa na Šemšo. Tako, tukaj so te triki stroke, tako rekoč, potem. In kaj pa v bistvu zdaj mene zanima je, kako si pa lahko pomagamo, če pride. Ne, zdaj, preventiva je boljša kot kurativa, ne, zato je verjetno tudi fino, da zdravi pridemo že na kakšno meritev. Ne, pa če pol rečete, vse je v redu, ne je toliko bolje. Smo bolj veseli. Ne, če pa ni nekdaj, koliko mora biti žile zamašene, da je problem? A je to že malo, če so že malo zamašene, je problem? Ja, zdaj ponavadi je problem enkrat 70-80% zamašene, ali pa že manj se recimo pri nogah, že noge bolijo pri hoji, ne, recimo to je lahko en znak, ne, bolečina v prsih, ko hodijo po stopnicah v hrib, je že znak, ne, takrat so že močno zamašene, ne. Takrat je bolj tudi smiselno zdravnika obiskati, ne. Tako je, da je smiselno že obiskati zdravnika, ne. Ja. A pa ljudje vaše stranke pridejo do vas od zdravnika ali
grejo velikokrat od vas potem k zdravniku. Itak. Oboje imajo. Ja, zato ker jaz dodatno še gledam na izvide, če mi manjka nekaterih parametrov, jaz pa dodam še, jaz bi pogledala to pa to. In če človek, naša stranka odloči na samoplačniško, mu pomagam in gledam. In že napotim na prav pot kakšnemu zdravniku, ja lahko. Da se vse pregleda in uredi. Mi bomo na kratko skočili v oglase, po oglasih pa nadaljujemo pogovor o tem, kako lahko skrbimo, da bo naš kardiovaskularni sistem prožen in zdrav še dolgo časa. Stanite z nami, se gledamo. Dobrodošli nazaj v našo družbo in pri meni gostje iz vitalnotelo.si, Aleš Komovec in Tatjana Makarova. Pogovarjamo se pa o zdravem ožilju, da smo potem tudi sami zdravi. Pravi, zdravo ožilje v zdravem telesu, ne? Ali zdravo telo z zdravim ožiljem. Vseeno, samo da je ja, zdravje. vse skupaj pa... Važno, da smo zdravi. Ne? Veliko pri zdravju ima pa tudi prehrana. Ne? In kakšna je pravilna prehrana, da bomo imeli zdrav kardiovaskularni sistem? Dovolj hidracije, sklepam tudi, je pomembno, da pijemo dovolj vode? Seveda, ker večino krvi voda, če smo mi ženi, tudi kri bolj gosta, ne? In pač tega si ne želimo, ne? Pri prehrani je pa najbolj se priporoča mediteranska dieta, ne? Aha, mediteranska dieta. Mediteranska je zelo dobra. To je zelo dobra. Bogata omega-3. To je pomembna maščoba za srčno-žilno sistemo, pa še za drugi, kot gradbeni material, to je zelo pomembna maščoba. Tako veliko rib. Zelenjave. Zelenjave. Ja, jagodičevja kot sadje, ne? Aha, to je jagodičevje, pa vem, da tudi, ker sem jaz hujšal, jagodičevje je v bistvu najmanj sladkorja. Najmanj sladkorja, ja. Ampak je še zmeraj sladko, ne? To so jagode, tako fajn. Jagode, borovnice, maline in pa največ koristnih snovitih fitonutrientov imajo, ne? Ki so močni antioksidanti in tudi pomagajo od našega kardiovaskularnega sistema, recimo do možganov, oči, vse, recimo, tudi lahko dobimo iz hrane, ne? Zdaj velikrat slišimo, ne, da ja, dajte jesti te super hrane, ne, to super hrana je pa super za telo. In kaj so pravzaprav te super hrane? Ja, je veliko komercialne super hrane. Najboljša naša super hrana je pa na našem vrtu. Ja, to je najboljša. Se pravi, naše poljščine, domače, brokoli, cvetača, paradižnik, kumar, pa... Se pravi, dovolj zelenjave. Je pa zdaj obdobje piknikov, veliko se peče na žaru, veliko sladoleda, se poje. Kakšni nasveti glede piknika, kako pravilno pripraviti hrano, je to tudi pomembno? Tako, seveda, moramo se izogibati, da preveč ne zapečemo meso. Ker tista zažgana skorjica je dobra, ampak to povzroča močno oksidacijo, to škoduje našemu telesu. In pa vedno na piknikih, ker pač več mesa pojemo, je zelenjava zraven. Čim več zelenjave, pa še dodatna voda, naravna mineralna voda, brez mehurčkov, to je važno. Da se pijemo, da se hidriramo, s tem se telo tudi prečisti. Kar je črno, je pa ni zdravo. Kar je črno, pa ni zdravo, ne? Ja, to ni zdravo, ampak zelo je okusno. Če ni zdravo, to je okusno. Okusno je, malo lahko, ne? Malo lahko, ja. Sem pa tja, če je krompirček tako na robu, čisto. Lahko malo, pa da to škodo pa ali pokvarimo, pa recimo eno fino porcijo zelja zraven pojemo, ali pa brokolija, ne? Pa bomo malo to. Zelje to lepo Zelje, brokoli, cvetača, ja. Špinača, to je metla za črevesje, pa zraven imeti antioksidanti, borovnico pa malino, to je obvezno. Boljše kot sladoled zraven. No se je, če imamo zmrznjene borovnice, z malo jogurta skupaj zmešamo, čak, pa že imamo sladoled, tako rekoč. Aleš, koliko časa se pa vitalno telo v bistvu že ukvarja z meritvami? Koliko časa ste že na voljo ljudem? Ja, na voljo smo že več kot 5 let, ne? Več kot 5 let. S tem, da smo del tega znanja, veliko meritev smo tudi že prej naredili, ne? Sem tudi že nekaj v tujini študiral in meril, ne? Tako da smo recimo v Sloveniji in tujini čez 10 000 meritev že opravili, ne? Tako da se ljudje odzovejo, pridejo na meritve in po nasvete, ne? Tako da zdaj, Tatjana, ti vidim, ti imaš zelo lepo kožo.
Imaš Oh, ja, hvala. kakšen nasvet glede kože, ne? Ker kaj so te glavne stvari, ki jih mora imeti koža? Glavne stvari to je kolagen pa elastin, pa dobra prehrana, pa čim manj make-upa, pa vsak dan moraš zbuditi, pa malo mrzle vode, pa lahko po zajtraku izpiješ. Jaz pijem elastin, to za elastičnost. Ker za kolagen sem že slišal, ne? Ja. Ampak zakaj je pa elastin pomemben? Elastin to je naša prožnost. Kot joga, kot joga, ja, ne? Ko sediš, pa prožna, pa elastična, ne? Aha, se pravi to. Kako pa drugače dobimo elastin lahko skozi naravna hranila? Ne, zdaj kolagen, vem, da to se velikokrat skriva v kakšnem vezivnem tkivu, v mesu, pa tudi v nekaj... Meso, to je meso. Ne, Meso, to je beljakovina. Beljakovina, to je aminokisline v našem želodcu, to jo razgradi. To je gradbeni material, ja, pa za elastičnost tudi lahko dobimo iz mesnih. Ja, pa naš izdelek Elastin Plus ima 3 pomembne aminokisline za določeno, kaj pravilno? Ja, za elastinsko strukturo. Elastinsko strukturo, ja. Ker kolagen z leti postaja tok, ne? To se pravi, starejši, ko smo, ne, koža se povesi, mišice se zgubi, ne? In potem je normalno, če pač ne moramo s hrano dobiti, dodamo kolagen. Je to super ideja, ampak ta naš Elastin Plus pa kolagen naredi elastičen, ne? A bi morali ljudje, ki imajo kakšne posebne diete, jemati tudi kakšne prehrambene dodatke? Ne vem, če si zdaj, naprimer, če ješ veliko mesa, pa premalo zelenjave, ali pa če si, naprimer, vegan in ne zaužiješ nobene hrane živalskega izvora. A imajo kakšne diete, kakšne pomanjkljivosti? Ja, mi v glavnem vse gledamo skozi ožilje, ne? Recimo, so imeli tudi problem veganov, ki so imeli probleme z ožiljem, ne? To se pravi, ni rečeno, tudi če recimo zdravo živiš, ker arterije imajo svoj mehanizem delovanja. In včasih tudi zdravo prehrano tega ne moramo mi pokriti, ne? Ker nekaj je genska predispozicija. Genska predispozicija, stres recimo, ne? In tudi če recimo zdravo živimo, ne moramo, zaradi tega pa mi merimo, ne? Da pač skozi meritve arterij vidimo, kakšno je stanje, ne? In potem tudi na življenjski stil lahko pač zdravnica svetuje, kaj, kako in zakaj, ne? Aleš, kje pa lahko se naročimo na meritve, kdaj jih izvajate? Boste imeli zdaj čez poletje tudi, ali greste na kakšen kolektivni dopust? Ne, mi smo skozi. Ne, mi smo skozi, pa nadomeščam, pa delamo. Ja. V glavnem skozi, pač lahko pokličejo na ta naš telefon, se po mailu naročijo. Bomo jih pogledali z veseljem. Sprejeli, vi imate prostore na Rudniku, če se ne motim. Spodnji Rudnik. Blizu, kjer župan živi. Tako, blizu Kalije, pa seminarne. Seminarna Kalija, ja. Tako da vsi vabljeni do vas, zdaj delate Delamo vsak delovnik? Tako, po dogovoru. Delamo vsak delovnik. Na meritve se pa ljudje naročijo po dogovoru. Lahko popoldan, tisti so službi, lahko tudi popoldan pridemo, pa imamo več dopoldan, ali samo dopoldan, ali samo popoldan. Tako da za vse bomo našli čas. Ja, za vsakega človeka. Tako, za vsakega se najde čas. Za zdravje si je treba vzeti nekaj časa. Obvezno. In vi ste tam tudi, da za to poskrbite. Tatjana, Aleš, najlepša hvala za vajin obisk v studiu, da ste me malce izobrazila, kaj so pa to zdaj arterijo, meritve in sploh, kaj je kardiovaskularni sistem. Tako da jaz mislim, da si moram priti enkrat zmeriti. Da vidim, če je z mano vse v redu. Dobrodošli. Ker vem, da včasih, zdaj vem, da imam kar nekaj kil preveč, vsaj 10, in upam, da je z mojim kardiovaskularnim sistemom vse v redu. Bomo pogledali. Bomo pogledali, bomo preverili. Najlepša hvala, veliko uspeha še naprej z vašimi meritvami in nasveti in sem prepričan, da se kmalu vidimo. Ostanite zdravi. Tudi vi dva, življenjski slog. Ker se imate tako zdravo, pozitivno energijo. Mi gremo na hitro v oglase, po oglasih se pa vrnemo nazaj na Zbiljsko jezero do naše Pije. Tako da ostanite z nami, ostanite zdravi in se gledamo.